Živjo. En super podaljšan vikend je za mano. Preživel sem ga na obali. Še posebej je bilo včeraj super. Šel sem malo okoli pogledat. Slap Sopot, recimo. Super zadevca, zelo lep slap, čeprav majhen, ampak čudovit. Pa še pot je bila ful dobra do njega, tako da sem že v tisti poti užival. Ta slap se nahaja v slovenski Istri, se pravi tam malo zadaj, ni to čisto pri morju, v hribih. Super zrak, že tisti vonj mi je bil super, no. Tako da sem neverjetno užival, veliko sem prehodil, veliko sem videl, šel sem potem še pogledat slap Velivir, grad Sorcep, ali kako se že pravi, potem Črnokalski grad. V glavnem, veliko sem prehodil, fino sem se imel. No, tukaj na obali sem od četrtka zvečer. Namen mojega obiska je bilo to, ker sem šel na kongres podjetnikov. To sem zdaj že na 4. bil, na tem kongresu sem tudi predaval. To je mimogrede povedano super zadevca. Začelo se je tako, da sem šel v petek zjutraj, sem šel teč, sem rekel, 5 kilometrčkov bom pretekel, zato da bom bolj poln energije, pa da bom boljše odpredaval, pa tudi, da mi bo predavanje od vseh drugih, da mi bo šlo bolj v glavo, da bom bolj skoncentriran. No, na koncu sem pol pretekel vseh 10 kilometrov, pa še 2 prehodov, tako da je bilo fantastično. Sem potem ob 2 smo s tem kongresom začeli in sem šel poln energije, samozavesten in sem super odpredaval. Saj tako so mi drugi rekli, sem kar veliko pohval dobil. Med njim tudi take, 3 so mi rekli, da sem predaval najbolj razumljivo, da me je bilo najbolj za razumeti, se pravi, da znam po kmečko povedati, po domače povedano. To mi običajno veliko ljudi reče na mojih predavanjih in jaz se tudi zmeraj trudim, ker to, kar jaz predavam, to je optimizacija spletnih strani, to je kar zakomplicirana zadeva in meni je sicer enostavno, ko nekaj povem, jaz mislim, včasih sem mislil, da bojo to ljudje kar razumeli, potem sem pa videl, da to ni tako in jaz se zdaj pač na svojih predavanjih trudim tako, da res to proba čisto vsak razumeti. Tudi če popolni začetnik na tem področju, da nič o tem ne ve. Zdaj tukaj na tem kongresu podjetniki so bili sami veliki podjetniki, direktorji podjetij z, 200, 300 zaposlenih, Ti direktorji se običajno na to ne spoznajo, ker oni imajo drug del, tako da sem mogel res čim bolj enostavno povedati in pač, kakor sem dobil feedback, mi je to ratalo, Drugačno še par besed o tem kongresu podjetnikov. To je super zadevca, tako da vsem tistem, ki niste šli, je lahko žal. Veste, kaj smo dobili? No, najprej naj povem. Sandita Češkota bi mogel tudi predavati, to je nekdaj najbogatejši Slovenec. Ga ni bilo, ker je mogel iti v Ameriko, eno pogodbo menda podpisati z tole letalsko družbo Delta Airlines. Tako da pač čist opravičljiv razlog, ampak veste, kaj smo pa dobili zaradi tega za darilo? Vsak udeleženec seminarja lahko 1 uro se bo dobil s Sandi Češkotom 1 na 1 in ga lahko vpraša kar če, lahko se pogovarjata, kar se hočeta. Tako da to je darilo tako, da si misliti ne moreš, no, vsaj zame, jaz bom to sigurno izkoristil, 1 uro za nekoč najbogatejšim Slovencem, mislim, jaz bi to 500 evrov ali pa 1000 evrov plačal, sigurno, tako da se tega že veselim. Tako da ta kongres podjetnikov, glejte, to je res ena super zadeva in verjemite mi, da ne bi to govoril, če ne bi res tako mislil. Ogromno se naučiš, ogromno ljudi spoznaš, pa na koncu še luštno je, spoznaš nove ljudi, fino se imaš, poskrbljeno je za zabavo, za vse, tako da super. Jaz sicer sem en kozarček vina spil, mi ni pasal, ker sem en teden nazaj sem se ga malo napil, ravno tle na Primorskem, ko smo imeli srečanje
teh, ki smo skupaj šli v Oman na potovanje. To sem bil pijen po več kot enem letu, ne, in seveda, ker nisem navajen, si hiter in pa sem bruhal vse in en kozarček vina sem spil in so se mi vsi tisti spomini nazaj privlekli izpred enega tedna, tudi tisti okus v ustih nagravžen, me kar strese. Tako da nisem mogel, en kozarček sem ga spil, mi ni pasalo, ne. Ampak, kaj smo pa dobro jeli, to je bilo neverjetno, ne. To je, ne morem prehvaliti, pa ne, da bi zdaj od tega, kaj imel, kaj to hvalim, ampak res je bilo vrhunsko, ne. Jeli smo, to je bilo v hotelu Bernardin, večerja, sam stoj pa glej, vse, kar srce poželi, od tartufu, mislim, špageti s tartufi, riž s tartufi, do sadja, neverjetnih sladic, tortic, mislim, dobro, da zdaj malo hujšam, pa nisem na to navalil, ke Rus na paradajz, ne, tako da sem vsakega malo pojel. Tako da nisem glih pretiraval, če bi pa to bilo pred kakšnim letom, bi pa se najbrž pa toliko najedel, da ne bi mogel še do stanovanja pol priti. Tako da ja, no, 2 dni je bil ta kongresek, oziroma en dan pa pol bi se reklo, ne. Ostalo sem pa izkoristil, ogled Piran, okolica, slikal, snemal sem, teč sem hodil, rekreiral sem se, tako da vrhunsko. Vrhunsko, zdajle je ponedeljek zjutraj, sem rekel, grem še odteč eno rundico, ni sicer časa za 10 kilometrov, čeprav v tej atmosferi čisto brez problema bi jaz to pretekel 10 kilometrov. Morje, ke vohaš pa to, ne, ampak ene 5 kilometrčkov več nimam časa, potem se pa stuširam, spokam in grem proti Ljubljani. V Ljubljani imam že 2 sestanka dogovorjena, tako da sem izkoristil podaljšan vikend, pa ne sem izkoristil, sem tudi nekaj naredil, sem vmes tudi malo delal, ne veliko, no, ampak super je bilo, tako da, glejte, meni je tole pravljica, ke zdajle zadnje čase živim, tako da samo naj traja, lepo je, tako da lepše ne more biti. Tako da zame je to fantazija. Tako da jaz vam želim, da si tudi vi se imate čim boljše, čim bolj uživate, veliko uspehov na vseh področjih, ampak za vse to moraš sam narediti nekaj, ne. Je še ne 5 let nazaj, dobrih 5 let nazaj, bom rekel, ne, je bil tudi moje življenje bolj, moja sestra bi rekla, v kurcu, ampak sem vedel, da nekaj treba narediti, in sem začel na tem delati, čeprav na začetku se malo loviš, glejte, zdajle zadnje 2 leti sem pa tako srečen človek, ali pa 3 leta, da vam ne znam povedati, ne. Pa je to na koncu bilo treba samo par malenkosti spremeniti, ne, tako da no, jaz se imam super, želim pa, da tudi vi se imate tako, da si pač naredite, da se boste imeli. Tako da lep pozdrav slovenske obale, lep delovni teden vam želim, pa potem lep vikend, upajmo, da bo sonce, pa da spet to maksimalno izkoristimo. Lepo se imejte, lep pozdrav, adijo.